Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Precej učeno se sliši tole zdaj, kar ste prebrali, v resnici pa gre predvsem za moje področje dela z ljudmi, pomagati jim, kako razviti svoje potenciale, bodisi ali so to športniki, ali so to menedžerji, zaposleni, kdorkoli, ker pač jaz iskreno verjamem, da ljudje, kolikor znamo upravljati z lastnimi mislimi, lahko presežemo marsikatero oviro. In poleg tega, da sem psihologinja, sem tudi vedenjsko-kognitivna terapevtka in hipnoterapevtka, tako da nekako poskušam vse to uporabljati v vsakdanjem življenju in pomagati ljudem in podjetjem seveda premagati različne ovire, kar se tiče psihosocialnih faktorjev tveganja, torej predvsem stresa. In seveda, ko enkrat govorimo o podjetjih, se slej ko prej srečamo tudi z izgorelostjo. Meni se je zdel uvod gospe Pike čudovita iztočnica za moje nadaljevanje. Namreč, ko enkrat razumemo, kaj je izgorelost, je tudi fino, da razumemo, kako dejansko do tega pride. Kot je že moja predhodnica povedala, običajno oziroma izgorelost se ne zgodi z danes na jutri. Izgorelost je proces, ki traja, in se nalaga in se nalaga. In zato sem si zamislila, da bi v bistvu mi pogledali, kakšna sploh je pot do izgorelosti. Namreč, izgorelost se da v veliki meri preprečiti. Seveda so neki določene osebnostne lastnosti, ki nekako so bolj, nas napeljujejo k temu, da smo bolj nagnjeni ali pa dovzetni morda k izgorelosti, ampak so pa tudi še drugi faktorji pred tem, na katere pa seveda lahko absolutno vplivamo. In jaz bom sicer pa malo delila zaslone, ker bi vam rada povedala eno zelo praktično zgodbo, zato da v bistvu dobimo sploh občutek, kako naše telo v resnici hitro odreagira, pa se mi tega niti običajno ne zavedamo. In seveda, vsa zgodba se začne pri stresu. In stres povezujemo predvsem z nekimi negativnimi besedami, sinonimi, češ da je to nekaj slabega. Zdaj, a veste, stres v resnici in popolnoma normalen odziv posameznika na neke dejavnike, bodisi iz okolja, bodisi lastne interpretacije, lastnih misli, ki jih doživljamo kot ogrožajoče in na katere moramo na nek način se odzvati. Ampak, a veste, stres je bil evolucijsko gledano formiran zato, oblikovan zato, da nam je v resnici pomagal preživeti. In če mi razumemo, v bistvu stres lahko naš prijatelj. Kaj pa je ključno, je pa to, da mi poznamo stres, prepoznamo stres in ga znamo obvladati. Seveda, vkolikor pa to ne naredimo, oziroma je tega stresa preveč, traja predolgo časa, se z njem ne znamo, ne zmoremo spopasti in se potem to nalaga dan na dan, teden na teden, mesec na mesec, leto na leto, potem pa seveda lahko počasi začnemo govoriti o vseh teh stopnjah, ki jih je gospa Pika pred mano omenila. In zdaj bi jaz, če dovolite, delila zaslon, ker bi vam želela pokazati čisto konkretno na eni zgodbi, kako odreagiramo, ko smo pod stresom. Zdaj moj zaslon vidite, Ja? Ok. Vidimo. Super. Se pravi, tako kot sem najprej povedala, mi moramo razumeti, da stres lahko prihaja iz različnih okolja. In kar je stresno morda zame, skoraj gotovo ni za vas ali pa morda delimo iste stresorje, ampak zelo pomembno je, to je bil tudi delni odgovor gospe Pike, kako jaz osebno interpretiram situacijo. In mi poznamo, da stres lahko prihaja od zunaj, se pravi iz okolja, od hrupa, svetlobe, to govorimo ali v vsakdanjem življenju, ali na delovnem mestu, slab zrak, onesnaženje. Lahko prihaja stres iz medosebnih odnosov. In lahko vam povem, ni skrivnost, da recimo en največji faktorjev tveganja, psihosocialnih faktorjev tveganja na delovnem mestu so slabi medosebni odnosi. 1/3 stresa povezanega z delom prihaja ravno iz slabih medosebnih odnosov. Če povem drugače, vsak 3. Slovenec gre s cmokom v grlu na delo zaradi tega, ker ima slabe odnose. Od nesramnosti, nadlegovanja, ukazovalnosti, neuspešne, neučinkovite komunikacije.
Potem seveda sam stres na delovnem mestu. Vemo, da delovne zahteve naraščajo. Verjetno ne bomo srečali šefa, ki bo rekel, veš kaj, da ti malo manj deli za to, da bomo mi tebe obvarovali. Ne? Mi moramo iskati druge mehanizme znotraj nas, da nam bo to pomagalo. Ne? Potem seveda različni večji življenjski dogodki, smrt, rojstvo, poroka, izguba službe, selitev ne nazadnje. Ne? To so lahko tudi prijetne stvari, so pa stresne. Ne? In to vsakdanjih malenkosti, od prometa, rdeče luči, klica iz šole, roditeljski sestanek, konfliktu doma, izgubljeni ključi, gumi, defekt. Mislim, veliko enih majhnih stvari se nam v življenju dogaja. Ne? In to so vse izvori stresa. Pa ne pravim, da so vsi nujno slabi. In seveda tudi del stresa lahko prihaja iz notranjega okolja, torej iz naših lastnih misli. Ne? En del je gotovo življenjski slog, ne, prekomerno delo, težnja po perfekcionizmu, ne, to so pa že bolj osebnostne lastnosti, pomanjkanje spanja, v bistvu nezdrav življenjski slog, do negativnega samogovora, ne, pesimizem, samokritika, preveč razmišljanja, do različnih miselnih izkrivljanj, ne, napačnih misli, nerealnih pričakovanj, kot je tudi gospa Pika recimo lep primer navedla, ne, nerealna pričakovanja, dati vse od sebe, a ne, mislim, to je kar taka strogo pravilo si postaviti, do rigidnega mišljenja, ne, tako zelo takega togega mišljenja. To so vse stvari, ki lahko spodbujajo stres in našo lastno interpretacijo misli. Ne. To seveda nekih osebnostnih lastnostih sem že na začetku omenila, ki so tudi močno potem povezane do tega, ali se bom znala ustaviti, ali pa pač me bojo nekako vodile v proti izgorelosti. Ne. Tako, mogoče čisto sam za razumevanje, ne, zaradi tega, ker v bistvu velika napaka, ki jaz vidim pri mnogih menedžerjih, je, da vsi sklepajo po sebi, torej kar zame ni stresno za druge, ne, in to ni res. Enako trenerji v športu, ne, večina jih funkcionira po smislu, kot sem jaz doživljal na tekmi, doživljajo tudi drugi. Ne. In tukaj je spet v bistvu totalno napačno prepričanje, ne. In zato, ko govorimo o tem, kako se mi odzivamo na stres, je treba razumeti, ne, kaj je za koga stresno. Ne. In recimo, jaz se spomnim enega primera podjetja, s katerim sem sodelovala, seveda na analizi so ugotovili, da je stopnja stresa visoka in potem so me klicali, so rekli, ti lahko odvodiš eno 3-mesečno antistresno delavnico, seveda, kaj pa če mi jaz izrazito veselja, ne, ampak potem, ko sem pa začela na tej delavnici ugotavljati, kaj pa je zdaj dejansko izvor stresa, sem ugotovila, da na tej delavnici sedijo predvsem mlade mamice, ne. Se pravi, vse, kar so one rabile, ne, so rabile malo bolj fleksibilen delovnik, da so lahko uskladile v bistvu poklicno privatno življenje, da se jim je dovolili, da so po 8 uri zvečer, ko so otroci zaspali, še kaj za službo naredili, ne, da so imele bolj ta občutek svobode, da so lahko upravljale svojim časom, ne, medtem ko to, da bi jih zdaj 3 mesece dejansko bozerirala z nekimi delavnicami, ne bi imeli takega efekta. Ne. Tako da zaradi tega je vedno fino razumeti za vsako stvar, od kje prihaja stresa. Ne. In zdaj vas bom jaz izvala. Samo zato, da boste majčkeno razumeli. En najpogostejših strahov, ki jih doživljamo ljudje, je strah pred javnim nastopanjem. Ne. In zdaj si vi zamislite, da morate imeti predstavitev pred, ne vem, 300 ljudmi o dosežkih zadnje pol leta na delu ali pa recimo študijskih dosežkih kakorkoli. Ne. Kako se boste v tistem trenutku počutili, preden boste šli na oder? Skoraj gotovo boste vsi zaznali neke telesne občutke. Ne. Verjetno bo vaše srce hitreje bilo, lahko boste poročali v suhih ustih, zato mnogi potrebujejo recimo malo vode, še pa tako za občutek, kot da imaš luknjo v grlu, kakšni športniki mi pred tekmo rečejo, kot da bi mi slon stal na prsih, in potem pogostejše uporaba WC-ja, zelo pogosta stvar. Ne. Tako da velike takih stvari, kako naše telo odreagira na stres na čist fiziološki ravni. Ne. Potem pa seveda se na to cepijo še različne misli. A si bom jaz mislila, ojoj, a jaz sploh zmorem, kako bom pa izpadla, kaj si jo pa drugi mislili, a bom razočarala koga, šefa, moje podrejene, delavce, kako bom pa izpadla, kaj bo pa sosedje rekli. En kup enih misli gre čez možgane, čez glavo v trenutku, preden gremo, in seveda vse te misli vplivajo tudi na naše vedenje, a bom jaz zdaj samozavestno gor na oder stopila, povedala, ali bom šla malo bolj prestrašena, negotova,
In seveda to vpliva tudi na čustva. Če bom jaz zdaj to sprejela, šla z nekimi pozitivnimi mislimi, seveda bom bolj zadovoljna, srečna in manj prestrašena in tako naprej. Se pravi, to je en tak klopčič, kjer eno na drugo vpliva. Ne? In kaj sem vam jaz želela povedati? Pokazati eno zgodbo, zgolj samo za občutek, da vi vidite, kako naše telo v resnici hitro odreagira. To na sliki je moja kolegica, čudovita psihologinja, imela je pa javni nastop, jasno, to ni njena slika, ne? Pred ogromnim mednarodnim občinstvom v angleščini. Ona je čudovito, mislim, fluentna v angleščini in bil je strokoven posvet in sem ji rekla, ti, lahko jaz merim tvoj srčen utrip med tem, ko boš ti govorila. Ne? In tole v ozadju, vidite, 174 udarcev na minuto je bil njen srčni utrip v trenutku, ko je ona začela govoriti. Ne? Zdaj, če vam ta številka ne pomeni veliko, vam lahko jaz povem, da recimo nekje povprečen srčen utrip, ko sedimo takole trenutno, ne, mogoče jaz imam malo višjega, ker govorim, je tam nekje 50, 60, če ste dobro trenirani, mogoče še pod 50 udarcev na minuto, če ste malo manj, mogoče do 70, ampak 174 je srčen utrip, ki ga ima verjeten Goran Dragič, ko meče na koša, ne, sred tekme, se pravi, ona pa je stala na odru in govorila. In recimo, če vam pokažem, tole je njen srčni utrip med tem, ko je ona govorila. Jaz sem jo začela spremljati enega govorca pred njo. Ne? In vidite, ona je sedela, poskušala z dihalnimi vajami umiriti svoj telesni odziv in je skakal gor dol. Vidite, povprečju 100 udarcev na minuto. Ko je začela govoriti, ne, je bilo teh 174, ki so kar precej ustrajali, dobro, malo je padal tekom njenega nastopa. Ko sem jaz to pokazala našemu športnemu trenerju, se je začel smajati, pa rekel, a je ona tekla med tem, kaj je govorila. Ne, sam pač tam je bila. Ne. In potem mi ni bilo jasno, seveda tukaj je nehala govoriti in potem je srčni utrip seveda padel in mi je bilo res zanimivo, kaj se je zgodilo tukaj. Ne. In ko sem šla izgledati posnetek, je dobila izjemno provokativno vprašanje iz občinstva. Ne. Se pravi, a veste, naše telo zelo hitro odreagira na stres, ne. In to ni nič slabega. In dobra novica je, da mi smo trenirani, da se s tem soočamo na vsakodnevni ravni in taka stvar nas še ne pelje v izgorelost. To so stvari, s katerimi se telo in misli in mi kot taki znamo soočati. Problem pa nastane, če se nam to dogaja na vsakem sestanku, na vsaki rdeči luči, ko pridemo domov, ker ne moramo spati, ko se pa to začne seštevati, pa nam je potem lahko jasno, zakaj, ker naenkrat pride do tega, da se preobremenimo. In jaz sem to kolegico potem tudi prosila, če lahko vodim čez eno relaksacijsko vajo, da pokažem, da se zna tudi umiriti in vidite recimo, kako lepo se pač lahko človek umiri z uporabo določenih relaksacijskih vaj. In kaj je bistvo vsega tega pri preventivi pred izgorelostjo je, da se mi sposobni uravnotežati. Uravnotežiti obremenitve z relaksacijo in dokler imamo v bistvu moč to početi, je potem to ključ do preventive pred izgorelostjo. Se pravi, seveda, absolutno se ne smemo bati stresa. On je naš prijatelj lahko, moramo pa paziti, da ga ne pride preveč. Nekako naše telo se odzove, ko pridemo v fazo stresa, tako kot smo omenili, boj, beg, mogoče malo trpnemo za trenutek, ampak naloga naša je, da se mi spet spravimo nekako na raven normalnega delovanja. In to nam, kot sem omenila, običajno gre. Težava pa seveda nastane, če je tega preveč, lahko je preveč malih stresorjev ali pa en predolgo časa trajajoč ali pa več dolgo časa trajajočih, kot smo rekli, lahko tudi par let, 5, 10, 15, 20 let celo, da pridemo. In dokler mi govorimo o nekih akutnih stresnih situacijah, če jih znamo obvladovati, trenutnih, ni problem postane takrat, ko govorimo o kroničnem stresu. Takrat, ko toliko časa traja, da ga nismo več sposobni redno eliminirati. In seveda tukaj pa potem govorimo o stresno povezanih težavah, to, kar danes veliko govorimo in prav je, da o tem govorimo, od glavobolov, anksioznosti, depresij, paničnih napadov, motenj spanja, srčno-žilnih bolezni, nenazadnje rane na želodcu, izrazito stresna težava, kostno-mišične težave, nizka produktivnost in nenazadnje izgorelost. In tega ne bom govorila, ker vam je že gospa Pika tako lepo omenila, ampak dejansko gre za to, da moramo prepoznati. Ampak ne potem, ko je prepozno. In ena takih
napaka, jih jaz pogosto slišim tudi v podjetjih, lej, se take majhne simptome, se pa res ne bomo spuščali kot podjetje, a ne. Ja, pol bo pa prepozno, ko bojo veliki, a ne, problemi prišli, tako da že na začetku in moje sporočilo za vas je samo poskrbite, da boste čim bolj v ravnotežju, se pravi delo, sprostitev, prosti čas, zabava, delite stvari, ki jih radi počnete, tudi če vam je kdaj težko, recimo, ena taka stvar za zaključek, pa nasvet je, a ne, ful smo obremenjeni, res veliko delamo in potem, ne, bi pa zdaj se še naši prijatelji z nami družili ali pa naša družina, pa se nam tako ne lupa, ne. Dajte se takrat, kar po domač povedala, malo zbrcati, pejte, ker je to en tak čudovit antistresni ali pa preventiva pred v bistvu utrujenostjo, izgorelostjo in vam bo uravnotežila spet, a ne, ta dva sprostitev in delo. In na koncu vam bo gotovo hvala, da ste šli, čeprav vam je na začetku težko, a ne. Tako da to bi bilo na hitro z moje strani, da še ujamem čas. Tako da z veseljem sem pa na voljo za vprašanja. Hvala, Eva, za tale bliskovit vskoč. Mogoče bi tukaj samo vprašal, ampak bo spet preširoko. Vidim na vaše delo gotovo tudi z to 24 Alive, kako ujeti, kako izobraziti, kako bolj izobraziti ljudi, da sploh ne pridejo ali da ne zapadejo, ali ne gremo po poti te izgorelosti. Ja se motim ali ne, ali kako bi rekli, kaj je namen te 24 Alive, ker mislim, da je to kar ena vaša večja pozornost vašega dela. Ja, to gre v bistvu za en tak širok aspekt dejansko pomoči ali pa kako bi rekla rešitev za dobro počutje ali pa promocijo zdravja pri delu, če hočemo v Evropi temu tako reči, za podjetja. Se pravi, predvsem je tukaj apel, ne tako, kot mnogi mislijo, da je promocija zdravja zgolj zdaj samo zdrav življenjski slog, ne, ampak dejansko gre za obvladovanje psihosocialnih faktorjev tveganja, katerega velik del je absolutno stres, ne. Tako da mi veliko pozornosti namenimo temu, da dejansko ocenimo neka stanja v podjetjih in potem jim svetujemo. Ne, zdaj, mislim, različna podjetja so, ampak seveda mi si želimo, da bi bile te stvari v bistvu zapeljane kot strategija v podjetju, a ne. Zdaj, ful je luštno, da pride nekdo od nas parkrat nekaj predstaviti, ampak ne vem, če je to tak efekt, kakor če se mi to odločimo, da bo to, ne vem, postalo del kulture podjetja ali pa del strategije, ne, tako kot za vsako stvar, tako da ja, velik del namenjamo ravno temu na eni strani, da bo vodstvo podjetja razumelo, zakaj je v bistvu delo z ljudmi ključno za njihovo podjetje, kako lahko znižamo bolniške odsotnosti, fluktuacije, kako se postavljamo kot delodajalci izbire, da skrbimo za zaposlene in seveda na drugi strani delamo z zaposlenimi, ki jih je počasih kar težko prepričati, zakaj je fino v takih preventivnih aktivnostih sodelovati, ne. Tako da en kup je tukaj angažmaja in prepričevanja in enih in drugih, zato ker samo z enimi in z drugimi lahko dosežeš zastavljene cilje in nenazadnje dobro počutje na delu, ki pa se ne kaže zgolj v tem, da prešparamo zaradi znižanja bolniških, ampak tudi kaj več naredimo, ker smo bolj produktivni in zadovoljni. Ja, absolutno, tudi sam delujem tukaj in se tudi trudimo izobraziti tako na eni strani delodajalce ali lastnike, na drugi strani zaposlene, ker res vsi se moramo zavedati, kaj je. Ni samo eno, enim je vedno nekaj odveč, ali skratka, ja, ampak gledam zelo pozitivno, da je se vedno več prebojenih, pa da se zaveda te kompleksnosti sreče ali uspeha in tako, ne. Mislim, da nas pa tale tudi virus še bolj tiši v eno tako revaluacijo, tale trenutna situacija. Hvala lepa, Eva.